vsega imam dost. Dost imam vsega. Dost imam vseh. Dost sebe. Vsega imam dost. Dost imam vsega. Dost imam vseh. Dost sebe. Obstaja zelo velika razlika med Antokotom in Mihatom. Antoko je javna oseba, Miha je privatna oseba in poskušam držati tako, da se Miha ne uživi preveč v vlogo Antokota in obratno. No, mislim, da je to tako kar zdravo razmerje, ki bi ga ona dva mogla imeti med sabo. Ne bom rekel, da so mi pretirano všeč, zaradi tega, ker takoj, ko imaš eno tako oznako, se te potem te vsi nekako držijo za besedo. No? Se pravi, je omejujoče v smislu, da takoj, ko bi poskušal s čemerkoli izstopiti ven iz tega, je nenadoma to doživeto kot neke vrste izdaja ali pa karkoli. Nikoli si nisem zdaj zadal misijo biti družbeno kritičen raper, ampak pač, ne vem, nekako so to bile stvari, o katerih sem rapal. Naravno se mi je zdelo o tem rapati. Nisem imel pa vnaprej neko strategijo, ko bi rekel, oblikovati svojo persono na tem. Ne? To se pač zgodi pol mimo tebe, nimaš vpliva na to. To pač naredijo poslušalci, to naredijo mediji, to naredijo pač kritiki. Ampak ja, mislim, hkrati pa seveda je v tem tudi nekaj res. Mislim, itak, da sem pač levičarski raper, itak, da sem družbeno kritičen, ne skrivam tega. Tudi ne skrivam tega, da delam propagando levičarsko do neke mere. Komu je namenjena moja glasba? Sigurno ni zdaj to nekaj, kar bi razmišljal vnaprej, ampak če pomislim, kdo bi bila moja publika in nek tak hiter prerez naredil, pač bi jih lahko opisal kot to so poslušalci sodobne urbane glasbe, to je neka bolj middle class, meščanska, liberalna publika, bolj ali manj. Se mi zdi, da to je neko jedro poslušalstva, generacijsko je kar precej raznolika. To opažam, no. Mislim, imam to kar srečo, da se ta publika obnavlja in da vedno novi ljudje pač prihajajo na špile. Mi je pa pač nekako cilj, da ne bi delal specifično za en izbran okus glasbe, ne. Oziroma, da to pač preizprašujem in da tudi to publiko poskušam ves čas na nek način riniti ven iz njenega comfort zona. Se pravi pač, da ne predpostavim, ok, to so ljudje, ki me poslušajo, to je moja ciljna publika, oni imajo radi to in to, te in te stvari, ko sem jih delal, so palile in zdaj bom to delal v nedogled. Na nek način si želim, da se ne počuti ob poslušanju moje glasbe, po branju mojih tekstov, ta publika udobno. Rad bi, da se kdaj počuti to tako, no, preizprašana. Ja, absolutno, mislim, ko ne rečem long term goal je revolucija in full luxury communism, ne, pač, tako da se mi zdi, da lahko zelo direktno o tem govorim in da se mi zdi, da je tudi pač, ja, moja muzika povezana s tem, ne v smislu, da se to uresničuje preko mene ali pa moje muzike na kakršenkoli način. Mi je pa to neka prihodnost, ki mi je atraktivna in ki jo kot tako hočem tudi v svoji muziki pač predstaviti. Ali je moja glasba alternativa ali je mainstream? To je zanimivo vprašanje, ker recimo, ko smo začeli muziko delati z bandom, ne, za Move Knowledgement, kot nek res tako čist lokalen band v Novem mestu, konc 90-ih, niti približno nismo imeli te distinkcije v glavi. Ne. Mislim, smo poslušali pač, kar je bilo na radiju, kar je bilo dostopno in tako. Pač smo se počutili, kot da smo mogoče alternativni glede na drug folk okoli nas, ni nam bil pa cilj delati muziko za nek točno določen krog ljudi, nikoli, ne. In ta distinkcija se je zgodila v bistvu
ko smo se v Ljubljano preselili, pa postali malo bolj ljubljanski bend in ko smo postali malo bolj RS-ovski bend, takrat je v bistvu pač ful ta ločnica padla. Aha, vi ste na klubskem maratonu, vi ste alter band, v resnici delate malo preveč pop muziko za to, ne, in na nek način se začneš samo definirati kot alter band preko kroga, v katerega vstopiš. Se pravi, če se pač krog ljudi in medijev, ki tebe promovira, same sebe dojema kot alternativa, potem tudi ti pač upadeš v to. Ni pa to nekaj nujnega. Mislim, da ne bi rabila biti moja muzika opredeljena tako ali pa drugače. Opredeljujejo krog ljudi, ki jo promovira na nek način. Vprašanje je, kaj smatramo za prodati se. Tle je ful veliko različnih meril in ful široka lestvica. In nekateri imajo zelo stroge kriterije, drugi imajo zelo ohlapne kriterije. Ponovadi je tako, da manj ko vemo o nekem glasbeniku, bolj se nam zdi real, bolj se nam zdi true in zares alter. Bližje, ko nam je, bolj intimno smo z njim povezani ali pa je on povezan z našim lokalnim okoljem, bolj se nam bo zdela že vsaka njegova transgresija pač proti mainstreamu že pač čist nedopustna. Ne. Tako da v bistvu to, da se nekdo ne prodaje, bolj stvar, ki jo poslušalci potrebujemo na nek način za naše glasbene idole. Rabimo verjeti v to, da obstaja pač čisti svet, čiste umetnosti, s katero denar ni povezan, s katero vprašanje preživetja niso povezana. Tako, mislim, je pa definitivno glupo bi bilo zanikati, da pač eni artisti se prodajo. In jaz mislim, da tudi ta ekstrem obstaja, ko definitivno se kompromiraš kot ustvarjalec za to, da prideš do več keša, da prideš do nekega boljšega dela, začneš kompromirati svojo umetnost, začneš zelo načrtno delati neke druge stvari, ki mogoče artistično te ne odražajo. Mislim, nisi to ti. In je veliko artistov, ki so zaradi pač iskanja več publike in več keša postali slabši. To je dejstvo. Nisem vesel, da bom nastopil v kampusu. Verjetno je kampus ena zadnjih pač točk v Sloveniji, v kateri bi si želel nastopati. Pač kampus mi je ful gnila stvar samo po sebi. Mi je pa zanimiv v bistvu ta, ko bi rekel, res nor backlash, ki je na to prišel, v smislu, da, ko bi rekel temu, ljudje zelo specifično izberejo, komu bojo pripisali to čistost, da ne sme nastopati v določenih krajih, da ne sme početi določenih stvari. Ne zanima nas, ne vem, če naša košarkaška ekipa nastopi v dvorani, ki je bila zgrajena na čist noro korumptiven način, z suženjsko delovno silo. Pač ne rečemo to, ker so zdaj igralci tam, je to dalo legitimnost temu prostoru. Vkolikor bi zdaj jaz, pa drugi izvajalci, pa Radio Študent, nehali biti kritični do šova, nehali biti kritični do kampusa, bi to bilo ful slabo. Ne. Mislim pa, da nas ta poteza, da gremo tja nastopati pred eno čist drugo publiko, pred eno študentsko publiko, ki nas mogoče drugače ne bi spremljala, se mi pa to ne zdi sporna poteza, niti približno. V bistvu sem imel dosti malo izkušenj s študentskimi žuri, pač moja prva je bila brucovanje pač na Gospodarskem razstavišču z Magnifikom in Bigfoot Mamo. Pač, lahko bi bilo boljš, lahko bi bilo slabš. Videl sem pač tudi, ne vem, Spring Break, ko je bil pač fucking katastrofa. Videl sem pa tudi zelo veliko velikih stadionskih ali pa festivalnih koncertov, ki so definitivno bili mainstream in so bili tudi definitivno ful dobri. Ne.
Tako da mislim, da množičnost ne izključuje, da je stvar lahko tudi zares vsebinsko močna, da je lahko zares artistična ali pa nosi neko sporočilo. Ne maram te zgodbe o glupi masi študentov, ki pač so sposobni samo prebaviti Kingstone ali pa Mambo Kingse, to je ful podcenjujoče in točno ta attitude se mi zdi, da je tisto, kar ustvarja te vrste študentov, tega stereotipnega pač zarukanega študenta. In mislim, da je to pač definicija študenta, proti kateri se je treba boriti pač, in da je treba vstopiti na ta polja in ustvarjati pač neke drugačne pojme tega, kaj je množično, kaj je dostopno za množice. Vprašanje je, kaj je glasbena industrija pač za glasbenika od zunaj, ne? V kateri točki danes sploh si zunaj glasbene industrije, kaj to pomeni pač ne biti udeležen kapitalističnih procesov, ne? In mislim, da velja isto kot za vse druge poklice, pač zato, ker imamo kapitalizem, smo vsi kapitalisti, vsi pač delujemo znotraj tega sistema in po njegovih principih, pač nam je všeč ali ne. In ne vidim, pač zelo skregano bi bilo s kakršnokoli marksistično teorijo, da bi mislil, da lahko en posameznik izstop ven iz sistema in živi drugače, ne. Pač vse spremembe, ki se zgodijo znotraj. Vidim pa stvar ne kot spet, ko bi rekel, nekega individualnega upora, ampak spremembe se dogajajo tako znotraj različnih industrij, kot je glasbena, kot širš v družbi in politiki, tako da se pač ljudje organizirajo, da sprovedejo neke spremembe, ne. Se pravi, jaz sam kot posameznik s svojimi praksami pravzaprav ne ustvarjam nič novega, ne rušim kapitalizma, ne. Rušim pa lahko neke procese v glasbeni industriji, ne vem, pač z sindikalnim delovanjem, z pač borbo za določene pravice in tako naprej. Ne rečem, da je to moje polje pač v glasbi in da bi me to zanimalo, ampak to bi bilo recimo neka oblika upora. Sem materialist v smislu, da mislim, da nas naše materialne okoliščine pač določajo, nas ustvarjajo kot ljudi. Imamo pač različni ljudje različne možnosti zaradi keša, ki ga imamo na voljo. In to definitivno odloča o tem, kaj počnemo v lifeu, kako razmišljamo, kako dojemamo svet in svoje okolje. Ne morem reči, da sem materialist v smislu, da bi zdaj meni osebno, da bi imel nek življenjski slog, ki zahteva ful veliko pač enih stvari, ne. Mogoče v tem smislu osebno sem malo bolj sketsko nagnjen, ampak kaj pa vem, to je v končni fazi neka lifestyle preferenca, no. Pač hkrati sem pa ja, iz srednjega razreda nekako pač v Sloveniji rojen, tako da te možnosti za početi stvari, ko so meni pomembne, recimo delati muziko, turati, pisati in tako, so mi bile omogočene. In na nek način ne rabim biti še ekstra dodatno materialist in izfuravati pač nek bling ali pa neki ne vem kaj. Ja, moja nova plata je v bistvu dost premik naprej zame, v smislu, da je prva po kar veliko letih, ki jo nisem delal sam in prvič, da sem se pač umaknil iz tega, da sedim sam za računalnikom in sintom in delam vse pač v svoji sobi. Ampak sem šel v bistvu v sodelovanje z producerjem Blažem in sva skupaj nekako delala skozi cel proces v studiu, snemala, delala bite, jaz sem pisal tekste in tako. Hotel sem, da je nekaj drugačnega od tega, kar sem delal prej in sam proces in muzika in vse. Tako da v tem smislu je meni ful kreativni premik v neko drugo smer, tudi vsebinsko, govorim o drugih stvareh, bolj sem konkreten, kot sem bil v prejšnjih platah. Tako, no, Emirates je meni ful
všeč mi je kot glasbeni izdelek. No. Tako se mi zdi, da sem si upal neke stvari, ko jih nisem prej si upal narediti, da imam več samozavesti gor, pa tudi v bistvu to sodelovanje z Blažem je prineslo neko znanje in neke možnosti, ki jih sam pač recimo nisem imel. Legit shit. 19. maja v študentskem kampusu. Meter. Troška jih čaki. Mimi Mercedes. Šta. Kao da sem nesmrtna. Smrt Boga in otrok. Šala bežovce. In Toko. En narod, en vodja, ena vera, 3 besede, varnost, dubje, zimno, haj.